Tokrat v občinskem informatorju. Kangler z Združeno desnico napoveduje boj za malega človeka. Tonin ob predstavitvi kandidatov v Mariboru Nova Slovenija misli resno. Po ruških pomnikih dneva OF. Poklon borcev v Logu. Premiera muzikala Dekle, ki je ljubilo zvezdo. Bilo je nekoč na osnovni šoli Toneta Čufarja. Srček za smrček. Pongo potrebuje skrbnega lastnika. Pot v Lizbono. Denis o evrovizijskih milijonih. Lepo pozdravljeni. Uradna volilna kampanja pred letošnjimi državnozborskimi volitvami se je pričela. 3. maja so kandidature vložili tudi predstavniki stranke Nove ljudske stranke oziroma Združene desnice, kajti na volitvah kandidirajo skupaj stranko Glas za otroke in družine. Med drugim se bosta za poslanski stolček potegovala tudi nekdanji župan Maribora Franc Kangler in aktualni mestni svetnik Željko Vogrin. Med 11 kandidati Maribora in okolice verjetno medijsko najbolj prepoznaven Kangler kandidira v 7. volilnem okraju. Zagotavlja, da ga dosedanja politična kilometrina ni utrudila. Bolj kot so po domače povedano skakali po meni, bolj kot so hodili po meni, bolj kot so mi potikali, širili laži in ljudje niso neumni. Če govorim konkretno o mojem županovanju v Mariboru. Kar se tiče pa politične kilometrine v parlamentu, ko smo mi bili v parlamentu, Rudolf Moge, Franc Kangler, Saša Peče, Jože Rovšek, Franc Pukšič, se je naš glas slišal. Ste slišali v zadnjih 4 letih kaj o Mariboru, o Sloveniji, o decentralizaciji, o regionalizmu, o družinah, o pravični državi? Niste. Predvsem mislim na vladne strukture. V tem smislu svojo udeležbo na volilni tekmi za poslansko mesto napoveduje kot boj za malega človeka. Računamo na tiste poštene Slovence, ki od jutra do večera delajo, se trudijo, pa je včasih tudi Bog na njih pozabil. Mi ne želimo na njih pozabiti. Mi želimo, da za vse delamo in se borimo. Verjamete in ste prepričani, da boste poslanec? Če ne bi verjel, ne bi kandidiral. Verjamejo tudi, da so kot Združena desnica skupaj s stranko za otroke in družino oblikovali program, ki bi prepričal zadostno število volivcev in volivk za prestopitev parlamentarnega praga. Tega si želi tudi aktualni član Mariborskega mestnega sveta. Upam, da jih bomo uspeli prepričati, lahko pa zagotavljam, da kar obljubljamo, zato se bomo tudi maksimalno potrudili. Kaj pa čisto osebni razlog za kandidaturo? Bom rekla takole, lokalna politika ni dovolj, je treba imeti za cilj nacionalno torej. Ni to, da lokalna politika ni dovolj, mislim pa, da je potrebno na nacionalni politiki priti do sprememb. Vsi vidimo, kaj so nam prinesli razni Cerarji, pred tem razni Viranti, razni profesori iz fakultet, doktorji, ki so skregani z realnostjo. Oni so vrhunski strokovnjaki, ampak teoretiki. Velika razlika pa je med teorijo in prakso. Pripravljeni so na volitve, je ocenil podpredsednik stranke in aktualni mestni svetnik, ki pa se za poslanski stolček ne bo potegoval. Kar se kandidatov tiče, imamo zapolnjena vse volilne enote, vseh 8 in pa seveda v vsaki volilni enoti po 11 volilnih okrajev imamo glavne vse zapolnjeno. Sam pa ne kandidiram, jaz pa se že pripravljam za lokalne. Ob Kanglerju in Vogrinu se v Mariboru in okolici za poslanski sedež potegujejo še Danijela Šerbinek, Ines Poštrak, Boris Popovič-Popi, Bojan Permozer, Boris Kostanjevec in Vlasta Kunej. Na volitve se pripravljajo tudi v Novi Sloveniji. Svojo volilno kampanjo so pričeli v Mariboru. Predstavili so 13 kandidatov volilnih okrajev 7 in 8. Med njimi so znana imena lokalne politike, pa tudi novi obrazi. Z davčno reformo naj bi zagotovili, da bo vsakemu državljanu mesečno v žepu ostalo 50 evrov več, letno torej 600 evrov. To je bil eden od primerov, kako Nova Slovenija misli resno, kot je v uradnem nagovoru v Mariboru poudaril predsednik stranke. Želimo s konkretnimi rešitvami ustvariti državo, priložnosti in zadovoljnih ljudi. Konkretno to pomeni, da je treba nujno narediti red, pa vzpostaviti drugačne sisteme na 3 področjih, zdravstva, gospodarstva in pa tudi pravičnosti. To so 3 temeljna področja, ki ljudi najbolj bolijo.
Pripravili so program 15 za 15, kar pomeni 15 ukrepov in rešitev, ki naj bi Slovenijo postavile med top 15 držav na svetu. Kot je še poudaril Tonin, so si zastavili realne cilje, kar so dokazali tudi s pričakovanjem uvrstitve na volitvah. Posebnost teh volitev, da niti ni pomembno, kdo bo te volitve zmagal, ampak je izjemno pomembno, katere bodo stranke na 3., 4. in 5. mestu, ker te bodo dejansko odločale, kakšno barvo koalicije bomo imeli. In če si ljudje želijo sprememb, če si želijo razvojne vlade, potem je tukaj ključen dober rezultat Nove Slovenije. Kandidati Maribora in okolice Martin Mikolič, Borut Košič, Jure Levart, Miha Žižek, Andrej Šauperl, Simona Škof, Bernard Memon, Magdalena Šverc, Tadeja Račelj, Nataša Bauman in aktualni mariborski podžupan Zdravko Luketič ciljajo na poslanske sedeže. Da dam predvsem sporočilno vrednost javnosti, da se Sloveniji dajo stvari spreminjati, ker v Sloveniji pa v Mariboru vlada eno prepričanje, nič se ne da. Večina razmišlja, da se z nobenim ukrepom nič ne da in da dejansko, da so vsi politiki isti. Mi hočemo povedati, vsi politiki niso isti in da imamo zapisan program, s katerim lahko pridemo zagotovo med 15 najbolj uspešnih držav v svetu. Nisem zadovoljen. Takrat smo pričakovali, da bo Slovenija drugačna in ker je lahko drugačna, sem se odločil, da ponovno kandidiram. Kar država da kot socialne pomoči ali spodbude preko davkov, prej dvakrat to vzame. Vsem državljanom, tudi tistim, ki prijemajo socialno pomoč, zato je potrebno znižati davke in urediti gospodarstvo, to pa Nova Slovenija ponuja. Med letom 2004 in 2008 v vladi je bil NSI in takrat sem bila kot državna sekretarka in sem enostavno videla, koliko stvari se lahko za vzhodno regijo v Sloveniji naredi. In vedno, ko se oblikuje vlada, je zelo pomembno, da tudi ljudje iz te regije postanemo ali ministri, državni sekretarji, direktorji. To pomeni, da prevzamemo odgovornost, zato ker vemo točno, kaj to okolje potrebuje. Za kandidaturo za poslanca sem se odločil predvsem zaradi tega, ker se držim reka, na mladih svet stoji. In tudi zaradi tega, ker so me prijatelji, znanci in družina podprli in spodbudili k temu, da gremo v ta boj in v ta boj gremo z dobrim programom in v ta boj gremo mladi. V Mariboru pa so predstavili tudi 2 kandidata iz volilne enote 8. V okraju 7 Lenart kandidira David Klobasa, v okraju 8 pesnica pa Viktor Weingerl. Od aktualnosti na področju politike k obujanju spominov na zgodovinsko pomembne mejnike. V Rušah so se tudi letos odpravili na pohod ob pomnikih narodno-osvobodilnega boja. Tako so ohranili tradicijo spominov na upor proti okupatorjem ali, kot pravijo sami, na dan osvobodilne fronte. Zbrali so se v središču Ruš pri velikem spomeniku in opomniku na padle ter na priborjeno svobodo. Da se spomnimo malo, kak je bilo, ne, takrat, ko so hodili Šarh, pa tudi to okrog po njegovih poteh gremo zdaj. 55 let hodim po totih poteh, 55 let, ni proslave, ki ne bi bil prisoten. Ni je. In tako je tudi Apnica in ne vem kje gor, Klopni vrh, Osankrca pa tak in tak, to je meni drugi dom. Mislim, da je premalo zanimanja mlajših za zgodovino NOB-ja, tako da še samo starejši ljudje označujemo in spoštujemo. No in danes gremo po vseh teh obeležjih, ki so se dogajale med NOB-jem, ki so pač z ploščami označeno na zidovih, da se spomnimo tistih, ki so recimo žrtvovali življenje za to, kar danes imamo. Obiskali so 39 spomenikov, ki so del zgovorne zgodbe o domoljubju, pogumu in tovarištvu. Temu so se poklonili tudi pri osrednjem spomeniku na Trgu Vstaje, odkoder so pot nadaljevali proti Smolniku. V Rušah je 39 spominskih obeležij. Mislim, da je ena najbolj bogatih, kar se tega tiče, vasi ali pa zdaj je mesto, malih mest v Sloveniji ali pa še dalje po Evropi z 39 spominskimi obeležji na tematiko NOB-ja. In obiščemo te, ki so pač tu na lokaciji Ruše, Smolnik, se pravi, ustavimo se na vasi
pri centralnem spomeniku 124 žrtev je gor napisanih, se pravi, da so Ruše dale velik krvni davek. Pohod je tako namenjen krajanom, da se spomnijo svojih prednikov, udeležujejo pa se ga tudi zavedni kolegi iz Maribora in okolice. Vsako leto se jih zbere okoli 30. Z dodatno slovesnostjo pa so spomine na zgodovinske prelomnice obujali tudi ob ribniku v Logu nad Bistrico ob Dravi. Zbrali so se pri spomeniku talcev. Člani KUD-a Svoboda so 3. leto zapored v Logu pripravili spominsko slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju oziroma prazniku NOB-ja. Osnovna ideja, da bi kulturni program prinesli v od središča dogajanja nekoliko odmaknjen kraj, je zdaj postala nova tradicija, s katero opominjajo na zgodovinsko dediščino. To so stvari, ki se danes že malce pozabljajo in malo tudi, ne bom rekla zlorabljajo, ampak krivo izkrivljajo, in mi bi pač v društvu res radi, da bi se to ohranilo, kajti ta praznik, to pomeni ustanovitev OF, in to je bila organizacija, ki se je aktivno priključila temu boju proti okupatorju, je zaslužna, da smo se Slovenci tako aktivno vključili v to delovanje, in je tudi si zasluži, da si jo ohranimo v spominu. Krajani, sosedje in prijatelji se zavedajo pomena pridobljene svobode doma, kajti mnogi se tako poklonijo svojim prednikom. Spomin na težke čase, ko so naši dedeki pa pradedeki se borili za to našo lepo deželo. Želim, da bi še to se obnavljalo čim bolj dolgo še, da ne bi se mladi rod pozabil na to hudo. Čeprav sem bila takrat mlada, še 2 leti stara, samo po pripovedovanju staršev sem čutila, da je bilo kruto življenje takrat, in želim, da bi se to ohranilo. Lepo naše zastave ven, kaj to so praznikov, slovenski praznik, pa da se družimo, da imamo tako proslavo, ki imamo danes tukaj, lepo. Pa to zdaj nima več take vrednosti, kot je imelo včasih. Včasih smo to bolj praznovali, pa vse, kar se vidite, zdaj niti ni toliko ljudi, ker do te mladi tako sploh ne pridejo. Tisti, ki so se odzvali, pa so ponosno razmišljali o junakih tistega časa, hkrati pa dan izkoristili za medgeneracijsko druženje. Na podlagi medgeneracijskega in strokovnega sodelovanja je nastal drugi muzikal učencev in učiteljev ter mentorjev osnovne šole Gustafa Šiliha Maribor. Tokrat so pripravili, odigrali, odpeli in odplesali predstavo Dekle, ki je ljubilo zvezdo. Okoli 40 otrok in odraslih je svojo premiero odigralo na odru velike dvorane Hrama kulture Arnolda Tovornika. Moja vloga je petje, pojem pa Zvezda na nebu. Ja, in kako je biti zdaj v takšni vlogi? Pevec, instrumentalist, si glasbenik, ne? Tudi ja, sem glasbenik, igram na veliki boben, majhen, tak. Ste se dolgo pripravljali? Ja, zelo. Trudili smo se, vsaki dan vadili, tako da ja. Ful smo vložili ta trud za ta muzikal, ker je zares prelep. Fajn je, ko je že na sredini predstave skoraj konec predstave in takrat se najbolj sprostimo in takrat je najboljše. Kako je igrati v muzikalu? To je prvič? Ja. In kako je? Super in fajn je tudi, da si na televiziji. Se potem veliko pripravljate za takšno premiero? Ja. Kako dolgo? Dolgo. 1 leto skoraj. No, kako? 2 leti, jaz že drugič grem v muzikle. Približno 2 leti smo se pripravljali. Za vso ekipo so priprave pomenile ogromno truda, odrekanja, včasih za strokovne sodelavce tudi debele živce, kot so priznali. Ampak ponos o premieri je odtehtal vse. Veste, to je ogromna stvari. Najprej je treba, ko že ideja je, pa ko je že vse, pa tudi ko je glasba, pa tudi ko je že ples, je treba vse te stvari prilagoditi otrokom s posebnimi potrebami. In šele tu se začne potem križov pot, ker dejansko vidiš, da eni ne zmorejo najpreprostejših stvari, ki jih je treba potem še bolj preproste narediti, oziroma eni zmorejo več, kot si pričakoval, in jim potem te stvari, tu gre v bistvu potem bolj za
umetnost, našo pedagoško. To je zdaj že drugi muzikal naše šole, osnovne šole Gustava Šiliha iz Maribora, ki ga pripravijo naši učitelji, specialni pedagogi, ki so vsak za sebe ne samo specialni pedagogi, ampak tudi strokovnjaki, vsak na svojem področju, to, kar muzikal vključuje, se pravi glasba, ples, drama, in tokrat smo vključili v bistvu še likovni del, zaradi tega, ker smo tudi kostume naredili sami. Tudi zato, ker cenijo avtorski projekt celotnega kolektiva, so obiskovalci premiere z veseljem polnili dvorano. Tako toplino čutiš teh otrok. Ja, se strinjam z Evo. Res se vživijo, ne? Ja, ful. Sem že bila tudi, mislim, da lani ali predlani smo imeli tudi predstavo, pa so tudi gledali, pa nam je tudi bilo všeč. Seveda, zelo dobro. In poklon vsem tem učencem, otrokom s posebnimi potrebami, kajti ti morajo veliko več napora vložiti. Zelo ponosna tudi moram reči, mislim, tudi sama sem izražila željo, da bi rada nastopala. In kako je bilo to doživljanje, zdaj, ko so bile priprave in to doma? To je bilo vzhičenost, to je bilo, hči je bila nepopisno vesela. Zato ni presenetljivo, da se žar vsakega izmed nastopajočih čuti z odra. Ponosen, da so premiero gostili v Hramu kulture, je bil tudi selniški župan. Mi smo imeli že v osnovi v sami dokumentaciji tega našega Hrama kulture kot oder, ki bo omogočal vsem otrokom s posebnimi potrebami, tudi ostalim, da lahko lepo nastopajo in se predstavljajo vsem nam za svojo energijo, svojo življenjsko energijo, ki jo imajo. In mogoče tudi to je pomembno, da mi sploh ne vemo, kaj oni vložijo v to svojo zgodbo, ker veliko težje kot mi, recimo, ki smo običajni, rečemo, lahko delamo vse, oni pa ne morejo, tako da res vsaka jim čast in jaz jim želim vse dobro. Naj jih združujejo nastopi in motivirajo aplavzi. Kako je bilo nekoč? To so raziskovali učenci in učitelji osnovne šole Toneta Čufarja v Mariboru. Petošolci so se tako skušali vrniti v čas svojih dedkov in babic ter okusiti življenje brez informacijske tehnologije. Raziskovali so čas brez računalnikov in televizije, čas, ko so ljudje živeli in delali drugače, ko so se več družili in ko so obstajale analogne in naravne družabne igre. Naučili smo se čas naših babic in dektov, tako da smo prebrali knjige, jih tudi sami povprašali. In recimo, kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin, kakšno je bilo nekoč njihovo življenje? Skromno, ampak lepo. Tam smo imeli veliko drugačnih navad in smo recimo več od praznikih in teh domačih navadah poznali kot tukaj. Ampak še vedno, čeprav sem doma zdaj v mestu, še vedno hranjamo te ljudske običaje, ki smo jih včasih na kmetiji. Svoja spoznanja so predstavili na odru in tako navdušili svoje starše in sorodnike. Spet te običaje stare pa to, ne? To je bilo res enkratno, ne? Zanimivo. Zakaj pa zanimiva prireditev? Kakšni časi so prej bili, zdaj pa čisto drugače vse. Vsakega pomalo. Tako da so res prikazali tisto, da so včasih delali. Tako se na šoli že skoraj 2 desetletji trudijo mlade prek lastnih doživetij učiti o dediščini naših prednikov. Ohranjati našo dediščino babic in dedkov, to je glavni in bistveni namen. In ko potem se z otroki še čez leta pogovarjam in mi povedo, joj, kako je bilo pa takrat prijetno, pa tega smo se naučili, je to potem poplačan ves trud in ves čas, ki si ga vložil v to. Največja vrednost tega projekta, ki ga na naši šoli izvajamo že tradicionalno, je, da se učenci učijo na drugačne načine. To pomeni, da snov, ki je v učnih načrtih 5. razreda, raziskujejo s pomočjo znanja naših prednikov, torej babic, dedkov, tudi literature, slikovnega materiala, filmov, tako da res odkrijejo tisto, kar je bilo nekoč. Ne samo delo na kmetiji, obudili so celo že skoraj pozabljeni običaj tepežnico. Nadaljujemo pa z rubriko Srček za smrček. V začetku marca smo obiskali zavetišče za živali Maribor. Sedaj pa ugotovili, da igrivi kuža Pongo še vedno ni našel novega doma. Tomaž Kristanič, vodja zavetišča, pravi, da je Pongo prijazen in crtljiv. Poglejmo si njegovo zgodbo. Danes vam lahko predstavim našega Pongota. Ponga ima žal to nesrečo, da je sicer res, da že 6 let star,
oziroma malenkost manj. Nažalost pa od teh 6 let že skoraj 5 let tudi pri nas. Definitivno je pes, ki potrebuje skrbnika, ki ima res izkušnje z vzgojo in pa šolanjem psov. Po drugi strani je pa neizmerno pozoren, hitro učljiv, tako da kolikor je človek, ki ve, kaj dela, zna biti v tistih rokah, to je enostavno fantastičen pes, ker je prijazen, je crtljiv, je igriv. Je res, da z nekaterimi samci se ne razume, ampak to je v veliki večini z tistimi, ki se že nasplošno lajajoče v njega zaganjajo. Drugače pa sploh s psičkami je, lahko rečemo, da čista fantazija, ker ko vidiš, kako se z psičkami veselo igra, je res prav čudovito gledati. Drugače pa definitivno bi bil primeren dom za njega, da so aktivni skrbniki, da imajo mogoče tudi hišo z ograjenim vrtom, kjer ima pes seveda tudi možnost bivanja v notranjih prostorih. Enostavno lahko psa priporočam. Lahko vsakemu samo rečem, pridite, spoznajte ga, pa boste videli, da je res prav fantastičen kuža. Na koncu pa se selimo v Lizbono. Od tam nam redno poroča Denis Živčec, novinar časnika Večer. Tokrat vstopamo v dvorano Arene Altis na ogled 23 milijonov vrednega odra, kjer naj bi se zgodil spektakel. Poglejmo. Najbrž še nikoli nisem bil videti bolj roza ali vijoličasto, ampak da, za mano so sveta tla. Altis Arena, dvorana, ki letos gosti pesem Eurovizije. Malce so nas popeljali letos v 90, Portugalci so se v duhu varčevanja odpovedali led zaslonom, led tlom in nas bodo poskušali navdušiti za samo igro luči, ki jih premikajo gor, dol, levo, desno in z nekaj pirotehnike. Pa se pa zapravo izgleda kar dobro, a ne? Na televiziji pa videti še ohoho. Kako opisati vzdušje v sami Altis Areni? Malce hladno je, nekje v zraku visi von pirotehnike in težkih športnih moških deodorantov, tukaj kot slačilnici. Takšen je von Eurovizije. Letošnja Eurovizija bo stala približno 7 milijonov manj, kot je stala tista kijevska, se pravi okrog 23 milijonov evrov. Ne vem točno, kaj je toliko stalo, ampak najbrž Portugalci že vedo, verjetno varnost. Za mano potekajo vaje, odrske vaje, tekmovalci drugega polfinala, nekje tam v daljavi vidite pikico, ki se imenuje Aleksander Rybak. Gre za nekdanjega eurovizijskega zmagovalca, Norvežana, ki pa letos roko na srce ne zanima ravno prav veliko ljudi. Tukaj je kratek, je eurovizijski spomin, pa tudi skladnemu, vsaj po mojem okusu niso izbrali ravno vrhunske. Kmalu druga odrska vaja čaka še levo. Zdaj pa poslušajmo odrske vaje. Se vidimo. Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto, 5. maja, lahko izkoristite dan odprtih vrat Mariborskega zavetišča za živali. Na Lentu v okolici Mariboxa si lahko to soboto ogledate car show od najstarejših do najnovejših predelanih vozil. Od 11. do poznega popoldneva bodo znani slovenski športniki to soboto trenirali za dober namen. V športnem centru Barada v Mariboru bodo zbirali denar za fundacijo za socialno ogrožene športnike. V nedeljo 6. maja pa si gasilci Gasilske zveze Ruše obeležujejo Florjanovo. Ob 10. se zberejo v župniji Ruše. Toliko zaenkrat, želim vam prijeten konec tedna in nasvidenje.